Boris, kako ste torej pozdravili svojo bolezen? S čim? Kako ste se tega lotili? Ja, temeljni korak je, da sem prevzel odgovornost za svoje življenje v svoje roke. To pomeni, da sem dejansko, seveda sem sodeloval in s klasično medicino in z alternativno, absolutno, bom rekel, holistično, ker za mene je najboljše, da je zdravnik klasične medicine svoj zdravje nadgradil še z alternativno medicino, se pravi celostno. Tako da v bistvu, ko sem prevzel to odgovornost za svoje življenje v svoje roke, sem točno vedel, da bo treba fokus. In ne komu verjamem, v kaj verjamem. In jaz sem verjel, da v bistvu še vedno verjamem, da recimo z kvalitetno hrano, s kvalitetnim zdravjem, točno določenim, da v bistvu lahko najdeš tisto pravo pot. In tako mi je prišla na pot Gersonova terapija. To ima nekje največ naravnih ozdravitev raka v zadnjih 80 letih. Dr. Gerson je bil genij in se pravi, komu verjeti, na knjigi pisali 60 Years of Proven Success, se pravi 60 let rezultatov dokazanih, ne? In celo Nobelov nagrajenec, dr. Albert Schweitzer, tudi zdravnik, je rekel, da je bil dr. Gerson eden izmed največjih genijev v zgodovini medicine. In to je definitivno bilo, komu verjeti, pa v kaj verjamem, se pravi, da je bilo to. Torej sem se lotil te terapije in rezultati, se pravi, govoriva po operaciji. Moram še povedati, da sem vmes imel operacijo, pač da sem doživljal tiste na onkologiji, da se mi stanje poslabšalo, da so maligni markerji spet začeli rasti in sem vedel, da moram nekaj narediti, drugače bom umrl. Se pravi, po operaciji ni bilo dobro. Sem doživel hmal kolaps in tako naprej. No, ko sem v bistvu, se pravi, popolnoma sem spremenil način življenja. Ta prvi ga nisem hotel, ampak pri tej terapiji cel dan nekaj počneš, se razstruplaš, ne bi našteval vse na spletni strani gersonterapija.si je zelo jasno. No, potem, ko sem se nekje kupil nekaj časa, sem se pa začel obračati vase. Se pravi, začel sem se, to je pa tisto, ko sem rekel, da smutijo začneš. Dražji. Dražji, praska, ja. To bo kivi. To bo kivi, ja. Tako da, potem sem dejansko začel analizirati svoje, v kaj verjamem, kako verjamem, predvsem pa te procese. Se pravi, moj pogled nase, pogled na druge, pogled na svet. Obrnil sem se vase. In ko sem začel te globine odkrivati, tle se je pa toliko tega odgrnilo, da dejansko te procesi, ko sem videl vse te komplekse, ko sem videl vso zagozdeno, zablokirano energijo, ker, a veste, recimo, vse veste, da podnaslov je, kako sem s pomočjo starodavnih modrosti, najnovejših znanstvenih dognanj pregnal največjo krizo v svojem življenju. Ja, in ravno v tem je poanta, da dejansko takrat starodavna znanja govorijo, da smo mi energija. In dejansko pa, ko sem prej omenjal, da hrana lahko kontroliraš, kaj piješ, kaj ješ, ampak malo težje se pa razstrupljati na nivoju misli. Te procesi, na tako imenovani kvantni ravni, na energijski ravni. In ko sem videl, kje imam vse zablokirano energijo, recimo v določenih dogodkih v otroštvu, recimo v knjigi so opisani, recimo zelo močni dogodki so bili, koliko energije je še vedno zagozdene tam, ker konkreten primer, jaz sem zdaj tukaj, ampak lahko sem jezen na nekoga, ki je recimo za ta moment v Avstraliji. In ko se jaz zjutraj zbudim, pa če sem na več ljudi jezen, recimo primer, ali pa ne moram odpustiti, ali kakorkoli, imam jaz na tem nivoju tok in tok energije, življenjske energije se mi odliva vsak moment na različne konce sveta. In jaz sem dejansko mogel to energijo, ta prvo ozavestiti, ki je vsa ta moja energija razpršena po vesolju, in potem sem mogel pač te kode sprožiti, dekodirati sem mogel, se pravi, te blokade, energijske blokade sem mogel sprostiti. In teh dogodkov, tega je bilo toliko, to je bil velik projekt. In potem sem globje in globje dostopal do teh ravni. In ko sem prej rekel, da je 95% je nezavednega, 5% je tisto zavedno. In te nezavedni procesi so milijonkrat močnejši. In ko sem jaz začel dostopati do teh nezavednih procesov, se mi odprla nova dimenzija. In moram reči, ko sem doživljal določene stvari, ko sem začel, imenujem v knjigi, lupljanje čebule, ker ko lupaš čebulo, če je dobra, jokaš, ko so se take močne travme začele sproščati, ki si jih sploh nisem zavedel, ki sem jih podlačil nezavedno, sem jokal kot dež.